Vselej se mi je zdel pomemben prvi vtis ob vstopu v novo veliko mesto, še posebej po noči. Soočenje tistega, kar sem o njem že prebral, slišal, videl v starih filmih ali na orumenelih fotografijah. Bistvo Avstralije je pokrajina, ampak kljub vsemu v tej pokrajini je zbranih pa toliko različnih drobcev, ki te vlečejo. Je to med drugim gotovo ta multikulturnost Avstralije, da vidiš pisanost množice v samem Melbourneu že. Sodobno doživljanje Avstralije in v meni tudi odmev pripovedi Slovenke, ki je prišla v Avstralijo s prvo skupino izseljencev na krovu velike ladje. Šele po noči so jih izkrcali in šele čez leta je postalo jasno, da so jih na ta način državni uradniki skrivali pred radovednimi očmi domačinov. Mi smo mislili, da je Avstralija teh bogih 200 let njene kulture, saj to ni nič, ne? In zdaj vidimo, da imajo čudovite slikarje in predvsem, kar je mene navdušilo, imajo čudovito literaturo, ki je mi v Sloveniji, moram reči, vsaj normalni bralec, ne poznamo. Druga stvar, kar mi je všeč, je, da je književnost veliko bolj preprosta, ampak zato nič manj globoka, kot je marsikatera književnost, marsikater evropski pisec jo piše. Tako da mogoče kakšni naši literarni kritiki slovenski, ki mislim, da so dosti ostri, bi rekli, sej to je pa preveč preprosto. Pa ni res. In hecno je, da stara ta začetna avstralska literatura je bila strašno povezana s pokrajino, s priseljevanjem, s tem težkim življenjem priseljencev v teh nemogočih razmerah, vročina, suša. Dočim sodobni pisatelji so se pa preselili iz te pokrajinske teme v mesta in priznavajo, da so Avstralci več ali manj mestni prebivalci. In brez sramu opisujejo za nas mogoče trivialnosti mestnega življenja, vse probleme, ki se tičejo dela, predvsem odnosov med ljudmi, med partnerji. Skratka, na nekem drugem nivoju so prav tako preprosti, kot so bili njihovi predhodniki. In te stvari so mi všeč, resnični so. Slovenci premalo poznamo avstralsko literaturo, še manj pa vemo, z redkimi izjemami, o ustvarjalnosti avstralskih Slovencev, ki že pol stoletja množičneje naseljujejo najmanjšo celino na svetu. Na njej živijo, delajo in tudi pišejo. Dediščina slovenskega rodu v multikulturni avstralski skupnosti, ki postaja zanimiva tudi za raziskovalce. Potem, ko sem prišla v Avstralijo, knjige so prišle v zabojih in tisto pač sem nekako hotela, da bi se nazaj na police dalo in s tistem se je po 72. letu, 74. leta začelo tako razvivati. Zmeri več knjig je prihajalo noter, potem je prišlo 80, leto 80, 85, delali smo razne razstave in v priliki razstav sem zmeri dala tudi knjige, ki so jih napisali naši Slovenci tukaj v Avstraliji. Takrat, ker so drugi prišli v krog, so mi rekli, ja pa moje nimaš. In tako so se začele knjige počasi nabirati. Prav zbirati sem pa začela, mi je bilo tistega, reka, 90. leta, da sem prav intenzivno začela gledati in prav iskati, kaj je. In takrat tudi za arhiv, ker knjižnica je šla gor postopoma, knjige so se nabavljale, društvo je precej knjig kupilo, potem sami člani so plačali za določene knjige in potem so pa začeli časopisi in take stvari. Ja, ga ima Bevc in da ga podal. To bi bil pravzaprav veselje, da ohranimo to, kar so naši Slovenci napisali. Leta nazaj, vsak, kako bi rekla, se je zavedal, pač se dela, se gradi in nobeden ni mislil, da bi spravil v kraji. Zdaj so pa šla pa leta, kar na hitro. In to se vsi zavedamo.
in kje so zdaj vsi ti časopisi, ki so izhajali, ki so naši Slovenci toliko prostovoljnih ur, ker nobeden ni bil še plačan zanj. Katerikoli časopis je izhajal do sedaj v Avstraliji, nobena oseba ni bila za to plačana. Ne? Potem knjige. Vkolikor mi je znano, je v našem arhivu zbirka cela knjig. Kolikor so jih izdali naši Slovenci tukaj v Avstraliji in pa tudi Slovenci, ki so pisali o nas izven Avstralije. Pa nisi bodo to za naloge, kot diplomske ali magistrske naloge, ne? Ali pa naj si bodi to nekdo, ki je prišel na obisk, pa je kaj napisal, ali pa ne bi to znanstvena dela, ki jih sami, strokovnjaki pišejo in raziskujejo v avstralskih Slovencah. Ne? Knjižnica z arhivom v slovenskem društvu Melbourne je res urejena in energija Slovencev, ki v njem delajo, zavidanja vredna. Slovenci v Avstraliji smo lahko posebej ponosni na ljudi, ki so kulturo slovenstva nadaljevali in pisali, o tem razpravljali, da je ta kultura slovenstva, da je to naše izročilo, slovensko izročilo, nadaljevalo med ljudi, prišlo, prodrlo med ljudi in da so ljudje še vedno družijo v klubih, v društvih, v središčih. To je praktično naš največji dosežek. To smo spoznavali tudi mi in srečevali tudi najstarejše člane, ki se še spomnijo prihoda v Avstralijo. Tukaj so nas, kateri smo bili oženjeni, poslali v North Williamstown camp. To je tak camp bil tam, ne? In tam smo imeli eno sobo in tam so prišli čez 2 dni iz tovarne nas pobrati, pokazati, kaj boš delal, in drugi dan si mogel iti na delo. Žena je šla v tekstilno, jaz sem šel v lesna, ja, različna lesna. Je. Tam si mogel ostati 2 leti, to je bila pogodba. Če si prenehal pred 2 leti, so ti rekli, da bi poslali nazaj. A je bil strog ta režim? Bil je strog takrat, ja. Jaz sem prenehal čez 1 leto, pa sem šel v petrolejsko kompanijo, kjer je plačala 3-krat več, in čez 1 teden je policija prišla po meni. So rekli, zdaj pa tveder, greš nazaj na staro delo ali pa te pošljemo. Najprej smo gledali, da bi prišli iz tistega kempa ven in smo si dobili eno majhno sobco pri enih ruskih ljudi. In tam smo bili potem neke 3 mesece, 4, in od tam smo pa pol z eno poljsko familijo skupaj si izposodili eno hišo. In tam smo pol bolj dolgo bili, dokler nisem jaz potem dobil moje starše iz Sydneya sem, ker oni so bili pa poslani v Sydney. Ne? In potem smo pa mi depozit si napravili in smo eno hišco kupili in to smo bili pol 4 bratje, moja žena pa oče pa mati. Tu iščemo, kaj so Slovenci kot posamezni človek vzel s seboj iz Slovenije, kadar je šel preko meje. Kaj mu je bilo najbolj dragoceno? Ne? In 90% je bila samo torbica. Ne? In tako, naprimer, prejšnji teden je bilo presenečenje, zato ker ta gospod, ki je šel preko meje in z ladjo v Avstralijo, ima in hrani še isti plašč, ki je prišel z njim v Avstralijo in istočasno sliko. To je spet, kako Slovenc tukaj v Avstraliji obdrži nekaj, kar mu je dragocenega, čeprav v vrednosti kot materialu ni popolnoma nič. Je prišel en župnik iz Amerike in tisti je nekako zvedel za naš naslov, ker mi smo si dopisovali, to je bil Okorn,
dopisovali, v Nemčiji smo ga poznali in smo se dopisovali v Ameriko in potem je on vedel za naš naslov in je prišel k nam v Richmond in kar rekel, moja mama še eno poljeno gor za nokavo za mene in tako je pol on tukaj z nami bil zvezo in potem so oni napravili eno zabavo kot župnik in potem smo mi rekli, Slovenci, nas bilo tam nekaj oženih parov, veliko pa samcev in smo rekli, zakaj mi bi to ne začeli sami. In tako smo pol napravili prvi taki skupni sestank, da smo organizirali to slovensko društvo. V Melbournu je pravzaprav največ klubov, kar jih je v Avstraliji, slovenskih klubov. Smo začeli tukaj pri Slovenskem društvu Melbourne, ki seveda prvotna zgradba in sestanki niso bili tukaj, so bili v neki dvorani. Pozneje pa smo kupili prvi slovenski dom in to je v čisto drugem delu Melbourna. Jaz se niti ne spominjam imena zdajle. Carltonu. In to smo potem uporabili zgradbo, da nam je seveda kupila tukaj zemljišče. In moram pri temu priznati, da vse to so seveda prostovoljni prispevki, prvo za nakup stvari in seveda prostovoljno delo za grajenje, kar je vse popolnoma dar naših Slovencev. Ko smo se preselili sem v Eltham, predtem smo naprosili vse slovenske skupine, ker Melbourne je zelo veliko mesto, je 120 kilometrov dolgo. In ko so se ljudje takrat še zbirali v skupinah, ne še v društvih, smo kot slovensko društvo zaprosili, da bi si pač vsi skupaj kupili to, kar danes tukaj stoji. Vendar pa odločitev je bila, da naj nastanejo druga slovenska društva in sedaj imamo Slovensko društvo Jadran v Diggersrest, Slovensko društvo Planica v Springvale, Slovensko društvo v Geelongu in imamo Vesele lovce, ki so v St. Albansu in seveda naše cerkveno kulturno središče v Kew. Zbiramo se pa po naših, kako bi rekla, praznikih slovenskih, kakor tudi različnih, kot je danes, materinskih predstavah in vse sort zadnje čase. Marija, daj njemu glavo! Zato je tukaj... Gospod Stanko, vi ste zdaj predsednik tega slovenskega društva. Se znate Slovenci tudi poveseliti? Kako to zgleda? Na vse načine se hočemo veseliti. Danes smo nekaj čudnega naredili. Po večina imamo samo plese, pa tako. Danes smo pa mislili, bomo pa predsednika v vodo vrgli, pa naj plačajo ljudi. Tako da malo denarja nabiramo in še veselje z tega. Vas je lepo slišati. Vi niste nikoli živeli v Sloveniji, govorite pa lepo slovensko. Tak, govorim slovensko, ampak ne perfektno. Moji starši so iz Slovenije prišli po vojski, so šli skozi Avstrijo v Italijo, v Campo. Tam so bili 2 let, potem so pa v Argentino šli in tam smo bili 8 let. Tam sem bil jaz rojen, pa moja sestra. In potem pa 56 leta, ko sem bil 8 let star, smo pa sem prišli v Avstralijo. Potem sem pa tukaj šolo napravil, tako da jaz sem avstralski Slovenc, druga generacija Slovence. Jaz sem navadil se slovenščine samo od, kar sem slišal od mojih staršev, pa ko sem družil tukaj med Slovencah na društvu, našel hrib tukaj gor. Jaz imam hčerko, 23 let staro. Ona zna malo slovenščina, razume vse, govori pa malo, sin je malo slabši. On pa sploh ne govori slovenščina.